Dober dan, lepo pozdravljeni. Ime mi je Cvetka Sokolov in učim na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Študente učim pisati v angleščini, zato moram to tudi malo raziskovati, kako se to dela, in ko to raziskujem, postajam boljša pisateljica in se od tega veliko naučim. Pisateljevanje je sicer moj hobi in med drugim, poleg tega, da pišem zgodbice, tudi zlagam uganke in pesmice. In za začetek bi vam rada zastavila eno uganko. Iz te knjige Kdo dela to? Takole gre uganka. Frizerka frizira, učitelj uči. Natakar postreže, kar gost naroči. Ko človek odraste in šole konča, sam se preživlja s tistim, kar zna. In jaz sem že rekla, se preživljam z angleščino. Kaj pa je odgovor na to uganko, pa gotovo že veste in prav imate, poklici. In zdaj vam bom zastavila še eno uganko, preden vam preberem svojo zgodbico. In sicer je to uganka, ki je povezana z vami. Iz knjige Kdo dela to, ki govori predvsem o poklicih. Zastavljam vam uganke v zvezi s poklici. In tale uganka gre takole. Ko mama gre delat, me v vrtcu prevzame. Z menoj se ukvarja, skrbno pazi name. In vi seveda vsi veste, da na vas skrbno v vrtcu pazi vaša vzgojiteljica ali vaš vzgojitelj. Zdaj pa je na vrsti še ena zgodbica, ki sem jo tudi za otroke napisala in vam jo zdaj želim prebrati. In tukaj je zdaj obljubljena zgodbica. Prihaja iz zbirke Se bomo zmenili, naslov je Vodni pištoli in naj bo spomin na brezskrbno poletje, čeprav smo zdaj že jeseni, a ne? Gre pa takole. Ko sem se že skoraj sprijaznil, da z metodom nikoli ne bova imela vodne pištole, sva nepričakovano prišla vsak do svoje. Podarila sta nama jo gospod in gospa, ki sta svojo počitniško prikolico vsako poletje postavila zraven naše. Pomisli. Pištoli sta kupila, da bi z njo špricala nadležne galebe, ki so kakali in praskali po njuni prikolici in jima z mizice večkrat izmaknili kakšen priboljšek. Nič ne pomaga, sta vzdihnila, ne dajo se pregnati. Zato vama pištoli podariva. Vedel sem, da bosta mama in tata vse pokvarila. Veste, je začel tata, pri nas se z orožjem ne igramo, ga je dopolnila mama. Z orožjem? Sta se iskreno začudila naša morska soseda. S kakšnim orožjem? No, s pištolami, puškami in takimi rečmi, je pojasnil tata. Pa saj to ni nobena pištola, sta v en glas kliknila gospod in gospa. To je, kot bi nekče napolnil z vodo in malo škropil okrog sebe, se je domislila gospa. Saj veste, za zabavo. Tata in mama sta se spogledala. No, ne bi rekel, da me ravno spominja na injekcijo, je rekel tata. Ampak če se boste res samo špricala? Res, obljubiva sva zaklicala. Obljubo sva kar precej držala. Samo včasih, ko daleč naokrog ni bilo videti ne mame, ne tata, sva se za hec malo tudi streljala. Bum, bum, bum. Ampak to sem ter tja počnejo vsi otroci, tako vsaj trdi moja mama. Na lastna ušesa sem jo slišal, ko se je včeraj zvečer o tem pogovarjala s tatom. Za slovu pa še ena pesmica, tokrat jesenska, kot pritiče tokratnemu letnemu času, iz zbirke Pridi greva na sprehod z naslovom Jesenski sprehod. Pisano listje po zraku frči, zlato rumeno, rjavo, rdeče. Koraki šušteč, po gobah diši in gost mi skrivnostno šepeče. Sonce jesensko mi greje srce, zlat prah skozi krošnje nasuje. Veter razmrši moje lase in glej, znova listje dežuje. Dragi otroci, hvala, da ste mi prisluhnili. Sedaj grem pa še malo raziskovati, da bom postala še boljša pisateljica. Masko potrebujem, kot veste. Pozdravljam vas do naslednjič, ko upam, da bomo lahko vsi brez mask. Nasvidenje.